danes pri sveti maši slišimo? Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel pa je rekel: Ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daje ime Jezus. Danes je prav lep dan, praznik naših mamic. Tale šopek je za vse vas, drage mamice. Danes je pa tudi praznik naše nebeške mamice Marije. Hvaležni smo danes na ta praznik za naša življenja, ki so nam jih podarili naši mamice in atiji. In hvaležni smo za Jezusa, ki ga je sprejela pod svoje srce, v svoje življenje naša nebeška mama Marija. Slišali smo sicer, da je bilo začetkom Jezusovega življenja malce drugače, kot je bilo začetkom našega življenja. Naše življenje se je pričelo zaradi ljubezni mamice in atija. In to je čudež. Novo življenje je vselej čudež, za katerega smo neizmerno hvaležni. Jezusovo življenje pa se je pričelo še z nekoliko drugačnim čudežem, ker je Jezus še veliko večji božji dar, kot so naša lastna življenja. In verjetno, dragi otroci, dragi starši, ste tudi sami opazili, kako zelo Bog spoštuje človeka. Kako zelo spoštuje svobodo. Poslal je angela k Mariji in ji razložil, da jo želi povabiti, da bi postala mama Božjega sina. Ampak je počakal, da bo odgovorila svobodno, da se bo sama odločila. Mariji se je seveda pletlo normalno v glavi en kup vprašanj in nekaj od teh vprašanj je povedala angelu. In ko je angel Mariji vse razložil, kako si je dobri Bog te reči zamislil, je rekla: naj se zgodi Božja volja. V tistem trenutku je Marija že postala Jezusova mamica. V tistem trenutku je majcen Jezušček pričel rasti pod njenim srcem. In čez 9 mesecev bo Božič.